draga cerkev, bratje in sestre v Jezusu Kristusu, vsi prisotni. Ponovno smo lahko zbrani na bogoslužju samo preko spleta. Toda to nas ne sme zaustaviti. Naša srca naj slavijo Gospoda. Pridružimo se, tako kot pravi psalmist: slavi moja duša Gospoda, vsa moja notranjost njegovo sveto, vsemogočno, veličastno ime. Izkoristimo ta čas, da slavimo in častimo našega Boga. Bodimo povezani. Lahko tudi všečkate, lahko napišete svoje mnenje, molitev, prošnjo, prav zdaj, sredi bogoslužja, katerega smo. Slavimo in dajmo našemu Bogu vso čast, ki mu pripada. Ali res je to, da z molitvijo trdnjave rušimo, prestole ganemo? Res je to in to verujem, le zate živim. To resnica je, kadar molimo, mrtvi vstajajo, slepi spregledajo. Res je to in to verujem, le zate živim. Jaz želim spremembe v deželi videti, res želim resnico povedati vsem ljudem. Čvrsto bom stal, zatekel se v tvoj objem. V tvoj objem bom spet, to resnica je. Ko vstanemo z Božjim ognjem vsi in z resnico vso, bomo videli prave čudeže. In vsi zlomljeni bodo dvignjeni. Res je to in to verujem, le zate živim. Jaz želim spremembe v deželi videti, res želim resnico povedati vsem ljudem. Čvrsto bom stal, zatekel se v tvoj objem. V tvoj objem bom spet. Jaz želim spremembe v deželi videti, res želim resnico povedati vsem ljudem. Čvrsto bom stal, zatekel se v tvoj
spet v tvoj objem, v tvoj objem bom spet. Gospod, mi te slavimo. Kljub omejitvam smo zbrani v tvojem imenu. Čeprav se ne moremo srečevati drug z drugim, ali ti si po svojem svetem duhu med nami. Mi lahko naša srca odpremo tebi. Lahko smo v tvojem nebeškem objemu. Zato se razodevaj v tem času, ko te slavimo in častimo, in deluj s svojo milostjo in močjo. Amen. Po vodi hodit kličeš me, neznani svet, kjer tvegam vse. Skrivnostno tam s teboj se snidem, po veri na valovih stojim. Zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Ko morje skipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem in meni ti. Razlivaš milost v obilju, z mogočno roko vodiš me. Kjer pešam in me strah preplavlja, si trden ti in me ne izpustiš. Zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Ko morje vskipi, objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem in meni ti. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nad vse predstave moje in pomagaj mi ob sebi verovate utrditi. Vodi duh me naj zaupam neomajno, naj po vodi hodim vztrajno, ker ti želim slediti. Pelji globlje me nad vse predstave moje in pomagaj mi ob sebi verovate utrditi.
zazrem se čez globine vse in kličem Jezus tvoje ime. Objem tvoj dušo mi umiri, ker v tebi sem in v meni ti, v tebi sem in v meni ti. Svoboda v korona času. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, zaradi nastale situacije se ponovno ne smemo zbirati. Ponovno so nam dani novi ukrepi, da bi zmanjšali širjenje virusa, zaščitili človeško zdravje življenja. Toda vsi ti novi ukrepi sprožijo različne reakcije pri ljudeh. Kar je z ene strani normalno, vsi želimo živeti normalno življenje, brez kratenja svobode, omejitev gibanja. Nihče si ne želi takšne situacije. Toda v tem trenutku ne moremo nič kaj spremeniti, razen da spoštujemo ukrepe in skupnimi močmi premagamo situacijo, v kateri smo. Spregovorimo danes o svobodi v naših srcih, kljub okoliščinam, ki se nenehno spreminjajo. Življenje je sestavljeno iz mirnih in nemirnih trenutkov, malih in velikih izzivov. To pomeni, da se srečujemo z različnimi okoliščinami, ki nas vznemirjajo in lahko vržejo iz tira, iz vsakodnevnega načina življenja. To lahko vidimo v času korone. Nekateri so za stroge ukrepe, drugim je to nesmisel. Eni so pripravljeni vse spoštovati, drugi bi se upirali. Kaj vse v resnici dogaja? Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega, piše apostol Peter. To je življenje, ki ga živimo. Življenje brez izzivov, težkih situacij ne obstaja. Peter piše cerkvi, naj se načudijo različnim požarom, skozi katere morajo iti. Pisal je vernim, ki so šli skozi težke situacije, preganjanje, zasmehovanje, krivi učitelji, in nekateri so obupali in mogoče celo začeli izgubljati zaupanje Boga. Peter jih spodbuja, da je to nekaj normalnega, da se vsak dan srečujemo z izzivi v življenju in naj zaupamo Bogu. Zelo jasno lahko vidimo, da je prva cerkev šla skozi različna obdobja. Savel je bil tisti, ki je odobraval ta uboj. Tisti dan je nastalo veliko preganjanje cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen apostolov so se razkropili po krajih Judeje in Samarije. Mi tukaj beremo, da je nastalo veliko preganjanje cerkve.
Mnogi so morali zapustiti svoje domove v Jeruzalemu in pobegniti v druge kraje. Božje ljudstvo je šlo skozi težko obdobje. Ni bilo preprosto zapustiti svoj dom in oditi. Mi smo v drugačni situaciji. Zaradi korone moramo ostati v svojih domovih, kar je sigurno lažje, kot če bi morali zapustiti svoje domove. Potem spet vidimo drugo obdobje, skozi katero je šla cerkev. Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem ter rasla v tolažbi Svetega Duha. V življenju se bomo srečevali z različnimi obdobji, ki bodo prinašala v naše življenje nemir, pretres, strah in nam hoteli ukrasti notranjo svobodo. Veliko se v tem času govori o kratenju človeških pravic svobode. Prava svoboda prihaja od znotraj, v človeškem srcu. Človek je svoboden toliko, koliko je svoboden v svojem srcu. Ko pridejo spremembe, potem se pokaže, koliko smo resnično svobodni. Ko nam prepovedo omejitev gibanja, a se takoj počutimo ogrožene, da nam nekdo krade svobodo. Potem je naša svoboda odvisna od drugih. Potem nismo svobodni v svojem srcu. Naša svoboda je v takem primeru majhna. Draga cerkev, pomembno vprašanje za nas. A razumemo, kaj je svoboda in kje smo lahko resnično svobodni? Karantena nam je samo odvzela svobodo gibanja, ne more pa nam odvzeti svobode v našem srcu. Če ti je odvzeta svoboda v srcu, potem moraš ponovno najti svobodo v svojem življenju, v svoji notranjosti, v svojem srcu. Seveda, ni lahko, ko izgubimo svobodo gibanja, ko se ne smemo več zbirati na bogoslužju. To je Pavel mnogokrat doživel v svojem življenju. Prepovedano mu je bilo zbiranje cerkve. Velikokrat se je znašel v zaporu. Zanimiva je tudi situacija, kako je v Rimu oznanjal Božjo besedo. Ko smo prišli v Rim, so Pavlu dovolili, da lahko stanuje zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Celi 2 leti je Pavel ostal v stanovanju, ki si ga je bil najel, in spremljal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo o Gospodu Jezusu Kristusu in učil z vso svobodo in brez ovir. Bil je v hišnem priporu in ljudje so prihajali k njemu in jim oznanjal Božje kraljestvo. Učil Božjo besedo. Pavlu nihče ni mogel odvzeti svobode, ki jo je imel v svojem srcu. Njegova svoboda je bil Jezus Kristus, zveličar in odrešenik, ki je spremenil njegovo življenje in mu dal pravo svobodo v njegovem srcu. Različne situacije mu niso mogle ukrasti svobode v Kristusu. Poglejmo za zaključek še en odlomek. Tudi ljudstvo se je dvignilo proti njima. Rimska oblastnika sta jima strgala oblačila in jo velela pretepsti. Ko so jo hudo pretepli,
so jo vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi nanjo. Ječar je izpolnil ukaz in jo vrgal v najglobljo temnico, noge pa jima je vklenil v klado. Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali. Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala. V hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. Pavel in Sila sta bila v drugačni karanteni, kot mi. V zaporu, pretepena, vklenjenih nog, a njuni srci svobodni. Pela in slavila sta Boga. Bratje in sestre, nihče nam ne more ukrasti svobode, če jo imamo v srcu. Če je naša svoboda Jezus Kristus, potem ga slavimo in iščemo njegovo moč. Verujem, da je to poseben čas za cerkev, da se popolnoma osredotočimo na našega Boga, njegovo moč in oblast. Kaj se je zgodilo, ko sta Pavel in Sila postavila Boga v center in ga slavila, častila, kljub težkim, neznosnim situaciji v zaporu? Bog je stresel zapor. Ječar in njegov dom so našli Gospoda, doživeli odpuščanje svojih grehov in pravo svobodo v srcu. Bratje in sestre, draga cerkev, tudi vsi ostali, ki nas mogoče spremljate na tem spletnem bogoslužju. Svoboda prihaja od Jezusa Kristusa. In resnično svobodni smo lahko samo v srcu. Okoliščine nam marsikaj onemogočijo, hočejo preprečiti. Toda ko smo svobodni v svojem srcu, tedaj lahko premagamo vsako situacijo. In bo še posebej cerkev. Bodimo združeni v molitvi. Slavimo, častimo. Berimo Sveto pismo zdaj, ko smo doma, ko nam je omejeno skupno zbiranje. Bodimo osredotočeni na našega Gospoda, na njegovo moč in oblast. In kaj se bo dogajalo? On bo razodeval svojo moč in oblast. Delal čudeže, nas izpeljal tudi skozi to situacijo. Združimo se, vsi skupaj v molitvi in prosimo njegovo vodstvo. In če nimaš svobode v svojem srcu, če ne poznaš Kristusa, povej: dragi Bog, dragi Jezus, tukaj sem. Pridi v moje srce, odpusti mi vsak greh, bodi moj gospodar, vodi moje življenje. Razodevaj mi svojo svobodo. Vsi, ki poznamo Gospoda, draga cerkev, dovolimo v tem času, da še bolj doživljamo moč in svobodo, ki prihaja od Boga in jo želi razodevati v naših srcih. Jezus, mi se združujemo v molitvi in tudi to situacijo predajemo v tvoje roke. Ti nam pomagaj, nas usmeri, da svobodo, ki prihaja od tebe, vse bolj in bolj doživljamo v naših srcih. Deluj s svojo močjo, daj nam tvoj mir in ti deluj, Gospod. Ti pretresi še mnoga življenja, da spoznajo tebe kot svojega
zveličarja in odrešenika. Jezus, to te prosimo v tvojem imenu in ti dajemo vso slavo, čast in hvalo. Amen. Draga cerkev, bratje in sestre, želim vam prijetno, blagoslovljeno nedeljo. Nismo sami, Gospod je z nami. Imamo telefone, imamo socialna omrežja, imamo toliko čudovitih oblik na razpolago, da smo lahko v kontaktu in molimo in spodbujamo drug drugega, da to izkoristimo in ne pozabimo. V center postavimo našega Boga, njegovo moč in njegovo delovanje. Amen.